Še enkrat dober večer. Spoznajmo torej to malo številčno, ampak krepko ekipo filma. Nekaj jih tudi manjka, tako da so vseeno več številčni, kakor bo videti zdajle tule pod platnom. Barvna korekcija Teo Rižnar. Oblikovalec zvoka Boštjan Kačičnik. Montaža Andrej Nagode. In pa dvojec kamere in režije Siniša Gačič in Dominik Mence. Še enkrat čestitke ekipa, pa mogoče, če začnemo pri malo številčnosti ekipe. Zdi se, da ste bili zelo kompaktna in efektivna ekipa. Kako ste se našli, kako ste se zbrali, pa kako ste se organizirali? Torej, manjkata Blaž pa Katarina in v bistvu smo mi sošolci iz akademije, smo en razred. Ne slišim, no, v glavnem smo razred iz akademije, ki nam je bilo vedno želja delati skupaj in pač ta projekt je bil en tak prvi bolj resnih projektov, ki smo jih delali skupaj in upam, da bomo še delali, ker nam je dobro, da delamo skupaj. Super, in kako to, da sta dva režiserja in oba snemata, je to tak logistična rešitev? Ja, je. Ne vem, v bistvu malo tudi mi nismo bili nikoli sošolci, ne? Tako da, on kar nekaj govori. Ne, v bistvu, ja, on je prišel do mene s to idejo in od takrat naprej sva pač skupaj delala na tem projektu, pač v bistvu od prvega kadra dalje, mislim, že od priprav naprej. In tako je bila ideja tudi z njegove strani, da bi bilo v bistvu to pač kot film, da gledaš, ne kot neki skupaj zlepljen, ampak da v bistvu imaš vedno kader, ko ga rabiš, v bistvu, in je super, da so bila dva, da se lahko vse pokrije, v bistvu nekako to je dobro, pa ne vem, nekako so se dopolnjevala. Tako. Ne, ampak tle je bilo bistveno, da sta dva, ker sva si razdelila snemanje, da smo imeli to objektivno kamero in če je bil Tibor prisoten in če sva na sceni videla, da bi bila scena zanimiva za subjektivne poglede, je pa Dominik subjektivno snemal, ne? Subjektivno ste snemali tudi že na... So kao dokumentaristični, ja. Lepo, res lepo. Kako vam je pa sploh uspel oziroma se posrečilo ujeti ta trenutek pač v zgodovini Slovenije, hkrati pa tudi obe v družino prepričati, da sodeluje v tem trenutku s filmsko ekipo? Jaz sem takrat pač to, ko je ustavno sodišče meni to nesprejemljivo odločitev sprejelo, da bomo odločali o tem, ali imajo vsi pravico do zakonske zveze. Ta neka ideja, da bi iskali otroka in bi snemali film z njegove perspektive, kako on zdaj gleda te ljudi, ki govorijo o njegovi prihodnosti oziroma o njegovih pravicah. In potem sem prišel do Daje pa Jedrt in to je bila samo kava, tako jaz sem povedal to iskreno, da bi rad bil skozi zraven, non-stop. In ste si vzeli enih 10 sekund za razmislek in sta rekli da, zato ker so tudi oni dve angažirani, tako kot ste rekli, pač imeli ste skupni interes, one dve se boriti, mi pa to pokazati. Hkrati so pa izjemno nekako tako nevsiljivo vstopite v to intimo, pa pri intimi ne mislim dojeni, ampak tako tudi dialogi nekako vse naravno poteka. Kako? Ja, to sta v bistvu one dve naredile, no. Ker pač sta v bistvu toliko sta se takoj sprostila z nama, da v bistvu je bilo, kot da naj jo ni, no. Mislim, so vsakič rekla, no zdaj naj jo pa ni, pa sta vedela, da se pač ne pogovarjata z mano in pol itak to je kar trajalo, dostikrat so bila tam po več ur pa njima kot neka svetilka v kotu. A ste kdaj pustili kamero in po noči recimo? To glih ne, to ne. Ja, v bistvu so vedno nekako bila... Jaz sem mene dvakrat. Ja, ampak to je bolj tako iz potrebe.
pustiš kamero, pa ok, gremo malo ven, tako, da tudi sam zadihaš. Okay. Pa eno vprašanje mogoče za Andreja. Tako lepo se v filmu prepletajo te, rečemo temu, trije svetovi ali pa trije nivoji, ta intima, ta neka javni del, pa še ta subjektivni pogled. Kako ste pa nekako potem to nežno nekako prehajanje iz enega v drugega našli, čeprav je kdaj tudi kar brutalno? No? Ja, ne vem, velikrat smo pogledali, pa pol to vse premetavali, pa tako pa nekako je to uspel, ne, da je... A pa je bilo, mislim, je bilo že na začetku jasno, kako bo potekal. Mislim, se je zgodba nekako... Približen, mislim, bil je ta nek okvir časovni, pa pač smo sam probavali zafilati pač z intimnimi stvarmi, pa tako, no. Mislim, težko je. Je bilo veliko več materijala, kot ga je. Ja, kar je bilo, ja. Kar je bilo ene 50 ur. 50? Ja. A bi mogoče kdo iz publike še kaj vprašal? Potem bi pa še mogoče tamle sekcija postprodukcija, morda enako vprašanje za oba, pri vsakem filmu je nek problem. Kaj je bil ta problem ali pa kaj ste reševali ali pa kaj je bil izziv pri tem filmu? No, definitivno, recimo z polja dokumentarnega filma in dokumentarne fotografije, kjer pač nek del je seveda reševanje, iskanje kontinuitete itd., smo definitivno v teh subjektivnih in tudi intimnih, mogoče nesubjektivnih kadrih, malo bolj smo dejansko pol iskali mogoče neko noto, malo neke dodatne, bom rekel, kreative, mogoče neke vizualne estetike, da sam pomagamo, bom rekel, prečarati mogoče malo okolja, ne čisto strogo dokumentarno, tehnično zadevo prestaviti naprej, no, tako nekako. Problem? Ja, problem pri vsakem filmu je film, ki ga do konca filma rešimo, ne. Tukaj smo imeli pač zelo specifičen zvok, ki smo ga rešili, upam, da se razumeli. Pol pa pač gre za filmom, iščeš, kaj rabi, kaj bo delal, da pač podpreš zgodbo, ki je narejena v montaži, da pač stvar teče. To je težko zdaj opisati, pač iščeš neke dimenzije. Zelo drugače gledati v postprodukciji film, kakor v kinu, ko je fertik, ne. Tam še veliko žeblov ven štrli, deske niso polakirane, tle pol to drugačne. Pa vsak film se zares zgodi šele na koncu kinu in če bi mogoče kdo od vas kaj povedal, kaj pripomnil, kaj vprašal? Ja, jaz sem gledala film pred postprodukcijo prvič in takrat sem veliko odsotna in takrat nisem vedela, kak je bil izid volitev, mislim referenduma. Tako da sem jaz zdaj prvič videla film s temi drugimi očmi, s tem, da sem prej vedela izid in je ful ganljivo, no pač ful se drugače vidi, ker prej slediš tej zgodbi z upanjem, zdaj pa je tako, vsak kader je tako, sam veš, kam pelje in je tako, pač se dotakne na zelo drugačen način. To. Še kdo? Še en? Ja, še več takih filmov, ne, pa se bo mogoče kdaj res kaj spremenili. Odlično narejen. Ne? Jaz imam pa tudi eno vprašanje, ki se mi zdi pri tem filmu še kar relevantno. Se vam ali pa vsem vam zdi, da film lahko kaj spremeni, premakne v družbi? Jaz sem že večkrat odgovarjal na to vprašanje, pa imam nek pripravljen odgovor.
Meni se zdi tako, da je dolžnost vsakega od nas v določenem trenutku te zgodovine človeštva narediti najboljše, kar daš od sebe, spremembe se vidijo pa šele čez več generacij. Se mi zdi, da smo mi tako eni kamenčki deli po svoje, to se bojo pol kamenčki združili onkraj življenjske dobe nas. No, ko meni se zdi, da bi to rabili kazati v šolah, take filme, da bi že otroci malo več razumeli. Kaj pa, kako sta pa Jedrt pa Daja sprejele film, ki ste ga videli? Ja, njiju je bolj skrbel, dokler ga nista videla, se mi zdi. Takrat sta bila zelo tako fakt. Ne vem, če bi to, da gre ven, karkoli. Mislim, vse te, kar je čisto logično. Ampak mislim, da na koncu, zdaj, ko sta ga gledali takrat še v kinoteki, mislim, da sta zelo zadovoljne s tem. Mislim, ne vem, kaj ti misliš? Mi smo prijatelji z Dajo Jedrt in se v bistvu srečujemo z družinami tako na nekih intervalih vsak mesec in je v bistvu film samo en delček tega našega druženja in kao to smo zdaj, ta uvera je v redu, to smo zrihtali, tako da zdaj o tem niti več ne govorimo toliko. Kao, to je v redu. Tako. Kako pa to, da je danes nocoj ni tukaj? Ful čuden, pač ta datum je padel v Kino Dvor, 5.3, kličem me 5.3, imamo klej, joj, fak, mi smo kupili že glih karte za London in ste si prvo šle 4 dni, no, ne, da jutri pridete celo, pač iz Londona in ste šle pred 3 dnevi, je pred 3, ne, nekaj tazga in ste s Tiborjem v Londonu, kao malo dopusta, malo zadihata. No, film bo nocoj začel igrati, mislim, se pravi, z nocojšnjo premiero se začenja predvajanje v Kino Dvoru, hkrati gre pa tudi po Sloveniji. Ja, vse klej nijem, če komu poveste. Zaradi tega, ker lahko poveste prijateljem, sorodnikom. Sežana, Velenje, Tolmin, Krško, Celje, Domžale. Evo, to je to. Cela Slovenija. Brežice, to je Krško. Mislim, v Krškem je, jaz tako računam, ne vem, ne poznam. Tujina pa zdaj zdaj imamo v bistvu grem v aprilu imamo na American Documentary Film Festival to premiero v Palm Springsu, kjer je homoseksualnost povsem sprejeta. Ja. Morda še kakšno vprašanje, mnenje, pripomba iz publike? Jaz sem res čakal to odločitev Ustavnega sodišča, jaz sem res dal na kocko, oni bojo res zdaj to odločili, da res gremo mi od teh ljudi glasovati, ker one izbrisane nekako pogoltneš, ker so pač izbrisani. To so pa Slovenci, ne, in mi je bilo, tako sem mislil, da ne bo in... Še kakšno vprašanje morda, da bo Domini kakšen korekten odgovor. Ja, on to si prvoči, pa to reče. Če je tako, bi vas vljudno povabila pred dverje, ker se lahko tudi še pogovarjate z ekipo na Prigrizek in Kozarček in pogovor. Najlepše hvala za obisk, hvala ekipi za super film. Hvala.